Da ne bom potem pozabil, na koncu, ko bo zmanjkovalo časa, bi za začetek predvsem poudaril, da ohranjanje narave in predvsem ohranjena narava lahko pomembno prispeva torej k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe, in sicer z različnimi ukrepi naravovarstva, od sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, ki je implementirano v gozdarstvo, ohranjanje obnova naravnih habitatov, ekološki koridorji, zagotavljanje genske pestrosti in na primer tudi na primeru našega krajinskega parka ohranjanje krajinske pestrosti. Začel bi kar s Tivoljem kot najbolj tako eminentno javno dostopno urejeno zeleno površino, ki že več kot 200 let blaži tudi kakšne drugačne simptome človeške družbe in nam omogoča preživljanje prostega časa na prostem. In je v bistvu ime tega mestnega parka dostikrat povzema tudi ime celotnega krajinskega parka, ki je sicer res dolga. Ljudje ga že dolga leta obiskujejo predvsem zaradi zdravja in dobrega počutja in je temu prvenstveno kot zelena površina v centru prestolnice tudi namenjeno. Bom pa vmes preskakoval pri predstavitvi med pomenom teh površin, ki ga na nek način osvetljujejo ne le podnebne spremembe, ampak tudi mogoče trenutna situacija, ki se je v letošnjem letu začela odvijati glede epidemije in se izkazuje res izjemna potreba po tem prostoru. Lahko na tem mestu omenim, da tam, kjer spremljamo število obiska, se je predvsem v gozdnem delu prostora, ki bo na naslednji prosojnici, na nekaterih poteh obisk povečal celo za faktor 2,5. Gre pa že sicer za verjetno najbolj obiskano zavarovano območje v Sloveniji in po podatkih, ki so že nekaj časa sicer stari, lahko to dosega celo do 2 milijona letno. Torej, najbolj prepoznaven prostor v krajinskem parku je gozd, ki zaseda nekako 80% celotnega krajinskega parka in mu tudi sploh, bom rekel, z neke ptičje perspektive daje najbolj pomemben vizualen učinek. Hkrati gre pa za preplet mestoma gozdov z bolj ali manj naravno ohranjeno sestavo in pa tudi z vrstami, ki so bile v ta prostor v preteklosti vnesene iz različnih vzgibov, tako estetskih kot s poskusom že takrat prilagajanja, na primer izboljšanja rastiščnih razmer in podobnih učinkov. Drugi pomemben element, brez katerega park kot zavarovano območje narave in tudi kot prostor za doživljanje ne bi bil tak, kakor je seveda voda, ki je bila danes pri številnih govornikih pred menoj že omenjena. Tukaj nista le dve veliki odprti vodni površini, Bajer in Ribnik, ampak so v grapah in dolinkah tega našega gozdnega prostora številni potočki in pa tudi ogroženi habitati. Dve taki prehodni bari sta zavarovani kot ožji zavarovani območji, to sta Mali Rožnik oziroma Rakovniško barje in pa Mostec. Prva je celo naravna vrednota državnega pomena in je res pomembno območje za ohranjanje barjanske flore. Tukaj so prisotne številne ogrožene in varovane vrste organizmov, ne le živali, tudi glive in podobno, da ne grem v podrobnosti, in tudi to je izjemno pomemben prispevek tega območja na področju ohranjanja biodiverzitete v vseh treh nivojih, torej genetske, vrstne in ekosistemske pestrosti.
Na območju imamo kar nekaj elementov, ki nas opozarjajo na pomen dostopnosti in kakovosti pitne vode. Imamo kar nekaj pitnikov, na območju sta pa tudi dva pomembna vodohrana, in sicer vodohran Debelih rib in vodohran Rožnik, s katerima tudi upravlja naše podjetje. Danes je bilo omenjeno že, da ta dostopnost do pitne vode, javna dostopnost do pitne vode lahko tudi pomembno prispeva pri nekaterih elementih glede boja proti podnebnim spremembam. Ta slajd ni namenjen prikazu možnosti rekreacije, predvsem opozarja na vrstno pestrost in na trenutke, ki jih lahko opazimo v našem parku. Simbolizira pa tudi nekaj aktivnosti, ki jih kot upravljalec zavarovanega območja v sodelovanju z drugimi kolegi izvajamo kot naše redne naloge in je verjetno ena najbolj poznanih še iz obdobja, predno je služba Krajinski park Tivoli Rožnik in Šišenskih hrib začela delovati, in sicer je šlo za pomoč pri prehajanju dvoživk recimo na večni poti. Izjemno pomembno je ohranjanje ekoloških koridorjev. Zdaj sem dal posnetek še višje, kot je bil tisti prej na gozdni del Krajinskega parka. Gre za to, da območje Krajinskega parka ne pomeni zgolj na primer lažjega prehoda na primer pticam, ki lažje migrirajo čez del mesta, kjer ni strnjenih gozdnih površin, ampak imajo to možnost, kot bi tudi moj kolega Luka Šparl omenil, na primer glivam. Seveda, če želimo, da to območje ohranimo in da v bistvu deluje kot en tak delno samooskrben sistem, je izjemno pomembno funkcioniranje gozda, zaradi tega nas zanimajo jasno tudi, kakšne vrste bodo v prihodnosti prisotne. Nedavno nazaj smo delali raziskavo in večinsko so tukaj prisotne se pravi smreka, bor, bukev, hrasta graden in dob in pa kostanj, ki imajo vsak svoje težave. Bi pa na tem mestu se navezal predvsem na to, kaj se bo s temi vrstami dogajalo, da je pomemben recimo element v Tivoliju fenološki park. To je v bistvu edini fenološki park v Sloveniji, ki ga je na tem območju že obstajal od leta 1958 in pomembno prispeva s preučevanjem v bistvu teh cikličnega pojavljanja bioloških dogodkov v rastlinskem svetu k temu, kako se vrste neodvisno od genetskega potenciala odzivajo predvsem na okoljske spremembe. Ker namreč ta park je eden od nekaj čez 80, ki imajo pa vsi vrste z evropskega prostora z enakim genetskim potencialom, vse iz rovesnice v Nemčiji, in lahko na ta način spremljamo tudi odzive teh dreves v različnih vremenskih oziroma drugih okoljskih pogojih. Še en tak poskus bi omenil, ki zaenkrat traja že 25 let, pa ni v našem parku, ampak spremljamo enostavno te raziskave, ker so zelo pomembne pri usmerjanju in komuniciranju s kolegi gozdarji glede vrst v gozdnem prostoru, na primer poskus glede provenienc bukve. In tam se je na primer pokazalo v 25 letih, da idrijska provenienca ima takšno genetsko prilagoditev, da odžene liste 12 dni kasneje, kar je zelo pomembno na primer pri spomladanskih pozebah. In pač seštevek teh podatkov in še mnogo drugih je pomembno upoštevati pri tem, kakšne ukrepe sprejemamo v na primer gospodarjenju z gozdom, ki je pomembno potem tudi za ohranjanje narave v našem parku. Ena od pomembnih globalnih učinkov, na katero tudi posledice podnebnih sprememb oziroma podnebne spremembe vplivajo, je prisotnost in vpliv invazivnih sorodnih vrst. Na sliki bi samo pokazal en element odstranjevanja, kjer nam pomagajo tudi prostovoljci in druge inštitucije.
in pa element spremljanja za hitro odzivanje na pojav invazivnih tujerodnih vrst. Morda je koga presenetila fotografija, ki prikazuje pojavnost invazivnih tujerodnih vrst z rdečimi točkami znotraj parka. To dejansko je problem. S povečanim obiskom v parku, ki jasno potem zapusti tudi urejene in označene steze, ki so na tem posnetku pokazane s temno-modrimi in rdečimi in zelenimi črtami, pomeni pojav nekih, bom rekel, neformalnih stez, ki prodirajo seveda globlje v neurejeno, rekreacijsko neurejeno območje gozda in nimajo vpliva le na vegetacijo, ampak tudi na druge organizme, ki v, bom rekel, temu gozdu živijo. Zaradi tega je spremljanje, usmerjanje obiska in pa dobro urejanje in javna dostopnost teh ureditev zelo pomembna tudi z tega vidika, da ne pridemo do takih degradacij gozdnih tal, kakor je recimo na tem primeru izpostavljenih korenin na eni od priljubljenih bližnjic iz Rožne doline proti Cankarjevemu vrhu. In pa za zaključek. Opozorila bi vas na časovni okvir. Hvala. Hvala za opozorilo. To je zadnji slajd. Eno verjetno najbolj pomembnih vlog, kjer jih želimo odigrati, je pa naslavljanje splošne javnosti in predvsem otrok, kjer jih želimo ozaveščati o pomenu ohranjanja narave in med drugim tudi to, kako to lahko pač pomaga pri zmanjševanju posledic oziroma prilagajanju na podnebne spremembe in vseh drugih elementih, ki bodo te posledice prenesle.